Dober večer. Smo ustvarjali, rojevali nov projekt, za tiste čase je bil to pionirski. Ne? Glejte nas tudi jutri, zaenkrat pa nasvidenje. Svet ni pošten, ne? Svet ni pravičen, ne? Svetu marsikdaj ni mar, je brezbrižen, ne? Ampak po drugi strani ne? So pošteni ljudje, so pravični ljudje. Ne? In to so te zgodbe, ki ti potem skozi vse to daje neko upanje, nek dober feeling. Za 24 ur Edi Pucer. To je naš življenjski projekt. Ne? Jaz sem tukaj pol svojega življenja. In to tisto najbolj produktivno polovico sem preživel tukaj. To je vsa naša poklicna kariera praktično. Ne? Da si ti lahko del nastajanja nekega novega, tako velikega projekta, je namreč res, bom rekla, na en način privilegij. In mi smo v bistvu ustvarjali, rojevali nov projekt, za tiste čase je bil to pionirski, ne? Nova televizija z velikimi ambicijami, predvsem pa nova informativna oddaja z drugačnim pristopom do novic. Ljudem smo dali prvo besedo, temeljili smo na sliki in pod taktirko Tomaža Peroviča smo v bistvu res ustvarili nekaj novega v slovenskem medijskem prostoru. Gledate zadnjo oddajo 24 ur v letu 96. Takšna bo tudi njena vsebina. Pogledali bomo, kako se na silvestrovanje pripravlja Slovenija. Seveda pa boste videli tudi vse o pomembnih dogajanjih po svetu. Predvsem je bilo veliko entuzijazma. Ne? To itak. Res. In prepričanja itak, da nam bo uspelo, ne? Čeprav to še zdaleč ni bilo samoumevno. Ne? Takrat malo kdo ve, da je že obstajal en informativni program, komercialni, ne? Ampak ni prišel, ni bil konkurenčen, no, tako, ne. Mi smo šli pa na glavo v isto uro s prepričanjem, da nam bo uspelo, z drugačnim načinom, seveda, ne. Spomnim se šoka takrat med politiki, ko mi nismo prišli v državni zbor pokriti neko temo, ki se je njim zdela zelo pomembna, najpomembnejša, ampak smo šli nekaj dela drugega. In smo k politikom šli samo takrat, ko smo delali temo, ki je bila pomembna za ljudi in smo od njih terjali odgovore. Prispevke je narekovala slika, ne več neke protokolarne izjave. Prispevke so narekovali ljudje s svojimi zgodbami, zadeve, ki so se neposredno dotikale naših življenj. A pa je bila kdaj ta prelomnica, da sta začutila, da je oddaja 24 ur več kot informativna oddaja, ampak da je postala del identitete gledalcev? To so odzivi gledalcev, ne, v bistvu v prvi vrsti. Jaz se spomnim, Darja je bila voditeljica že takrat, jaz sem bil pa novinar, ne, in sem bil na terenu in se spomnim, kako so ljudje dobesedno navijali, ko so videli našo škodo, ne, z napisom Pop TV, ne. Prav, bravo, to, samo tako naprej, ful ste dobri, ne. No, novinarstvo, ravno ko si omenil, se je tudi v zadnjih 30 letih konkretno spremenilo. Katere spremembe sta doživela kot težke in katere kot nujne oziroma dobrodošle? Vsebinske spremembe so bile, pač smo v veliki meri prispevali tudi mi, no, s tem drugačnim pogledom na to, kaj je novinarstvo in kako se streže temu poslu. Je pa seveda tehnologija, ne, prinesla tudi to in pač razvoj družbenih medijev in tako, da se medijska krajina kot taka spreminja, način opravljanja tega posla se spreminja, ne. Redakcija je zelo pomembna. V redakciji so ideje, redakcija se odloči, kaj bo raziskovala in ima resurse, da to naredi. Blazne spremembe zdaj prenaša seveda umetna inteligenca, ne, v naš posel sploh, ne. Pišejo ChatGPT in podobno, piše že dobre tekste, sestavlja dobre tekste, ne, ki jih je pa ta trenutek treba še preverjati, ne. Ampak po drugi strani, ne, to lahko sproži tudi vrsto zlorab, ne, vrsto manipulacij, ne vem, deepfake, jaz mislim, recimo, ne, glas, slika, vse to, ljudje verjamejo, ne, ti lahko zelo manipuliraš z javnim mnenjem, ne, in tle je treba najti neko balans, ne, v tem smislu, ne, tudi mi, vsi se moramo tega učiti, ne, mi kot ustvarjalci, novinarji in tudi javnost, ne, vsi skupaj, ne, to spreminja našo družbo tako. A sta se kdaj zavedala tega simbolnega bremena in v bistvu kako ga nosita? Mislim, meni se to bolj kot breme, ne, nekako zdi čast, ponos, ne. Jaz sem zelo vesela vseh odzivov gledalcev, ne, ki so, moram reči, še vedno v glavnem pozitivni, ne. Jaz lahko rečem, da sem to breme, ko mi praviš, vedno nosil neobremenjeno. Tako je. Se s tem nisem obremenjeval, ne. To je pač nekaj, kar pride zraven.
Je pa hecno, ne? Po vseh teh letih je meni še vedno zelo nerodno. Ne? Tudi Ko mi meni, kdo reče, tudi meni. kje pa jaz vas Ja, poznam. Ne? ja. In potem, da se človek ne muči, mu rečem, verjetno z televizije. Ne? Ampak mi je prav nerodno, ko to rečem. Kako pa ste se skozi vsa ta leta naučila preklapljati med osebnim in profesionalnim? To je nujno, ne? To je nujno, zato ker ti, recimo, ne, oba se poznava in veva, kaj vse sva že preživela skozi ta leta. Ne? So trenutki, recimo, ki so težki, ne? Ki so osebno lahko zelo boleči, zelo žalostni. To moraš pač potisniti tisti hip na stran, ne? Recimo, ko si v studiu in tako naprej, in se skoncentrirati in pač oddelati to, kar je za Oddelati svoje. oddelati. Ne? Oddelati, saj včasih nas zvije. Ne? Tu za to mizo je enako kot pri katerem koli poklicu. Ne? Vsi imamo neke osebne zgodbe, pač tudi težave, težke trenutke včasih, ne? Ampak pač delo moraš opraviti. Enostavno ga moraš narediti. Ne? To ne pomeni, da se delaš, da je vse ok. Ne? Jaz mislim, da ni nič narobe, če tudi svoje čustva pokažeš, ker ljudje konec koncev to na neki, bom rekel, podzavestni ravni tudi začutijo. Ne? No, tako. Meni se tudi ta pristnost zdi ena glavnih, bom rekla, odlik voditelja. Ne? Ja. Ta pristnost, da se ne ti pretvarjaš, da si nekaj, kar v bistvu nisi. Ne? In ko enkrat to, bom rekel, če porabim tak slengov, si skužiš, ne, če rečem po domače, ne, je potem vse veliko lažje. Ja, Ne, in ja. tudi ta stik z gledalcem je veliko lažji, tudi katerakoli nepredvidena situacija v studiu je veliko manj stresna in se jo lažje da premostiti. Ne. Tako. A je bil kakšen dogodek ali pa zgodba v teh letih, ki je mogoče najbolj vplivala na vajino razumevanje sveta? Meni se zdi, da se mi je zaplikovalo, ne, tako, ko gledamo dogajanje po svetu in globalno, recimo, ne, nekako tako, da ja, svet ni pošten, ne, svet ni pravičen, ne, svetu marsikdaj ni mar, je brezbrižen, ne, ampak po drugi strani, ne, so pošteni ljudje, so pravični ljudje, ne, so ljudje, ki jim je mar, je solidarnost, ne, in to so te zgodbe, ki ti potem skozi vse to daje neko upanje, nek dober feeling. Tako mogoče v teh 30 letih, ne, je name najbolj naredil vtis COVID. Ne. Se mi zdi, da je tisto obdobje bilo najtežje. Absolutno se strinjam. V vseh smislih, da je naplavilo veliko enih negativnih čustev. Ob vsaki katastrofi vedno znova spoznaš, kako so ljudje močni in kako so ljudje noter v bistvu lepi. Res, mislim, Koliko dobrega je vseh nas. koliko ne, v bistvu. dobrega je vseh nas. Ja. Ne, mislim, in to je To je fajn dober v tem feeling v poklicu. bistvu. Ne? Res je Pri to vseh dobro. grozotah, o katerih poročamo, Ja. ne? Ostaja to kot bom rekla, rdeča nit. Kako bi pa danes po vseh teh desetletjih opredelila svoje poslanstvo znotraj te oddaje? Smo pa itak vsi skupaj ustvarjalci te oddaje in ves čas gledam na to delo kot izrazito timsko delo. Ne? Če bi se lahko vrnili v leto 95 in da bi si oba lahko dala en nasvet pred prvo oddajo ali pa drugo, kakorkoli, kaj bi si rekla? Če se spomnim nazaj, bi si mogoče rekla, včasih malo bolj na izi, ali kot pravimo pri nas, stavi malo konje, ne? Što, ne? Ker to smo šli pa res na polno in je bilo ampak vse je bilo potrebno, vse zato je pa vse skupaj postalo. Ne bi spremenil ničesar, prav ničesar. No. Se mi zdi, da je bila prava usmeritev. No. Pa prave faze so bile, Ja. ne? Tista prva totalna zagnanost, navdušenje, adrenalin. To je naš življenjski projekt. Ja. Ne? Jaz sem tukaj pol svojega življenja. Ja. In Ja. to tisto najbolj produktivno polovico sem preživel To tukaj. je vsa naša poklicna kariera praktično. Ne? Ja. In to In je... se mi zdi, da smo lahko kar zadovoljni. Ne? In smo kar malo ljubosumni s tem, da to, kar se dogaja s to našo oddajo. Če kaj nekaj ne štima, no, smo kar malo. Ja, ampak imamo Ne? možnost, seveda, Ja. da to povemo, vplivamo in tako naprej, in da skupaj naprej gradimo. Smo čustveno vezani. No, Ja, na to. je res, ja.